Drage gledalke in gledalci, tudi ta mesec smo vami ljutomerski gimnazijci. Sončna in pisana jesen je zaznamovala letošnjo vzgojiteljado, ki se vsako leto odvija v drugem kraju. Letos smo dijake slovenskih vzgojiteljskih šol gostili v Ljutomeru. 22. oktobra je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer bila gostiteljica že 13. vzgojiteljade, vsakoletnega srečanja slovenskih srednjih šol z izobraževalnim programom Predšolska vzgoja. Vzgojiteljade, tokrat poimenovana Pisana jesen v Prlekiji, se je udeležilo več kot 300 dijakov. Osnovni namen vzgojiteljade je druženje in spoznavanje dijakov in učiteljev z posameznih šol, izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks. Na otvoritveni prireditvi srečanja je poleg ravnatelja GFML Zvonka Kusteca spregovorila tudi županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba. Dostikrat je v družbi slišati, da se vzgoji otrok daje premalo pozornosti, vendar verjemite, da temu ni tako. V firmah, v javnih inštitucijah, se pravi tisti, ki upravljamo javne funkcije, še se kako zavedamo, da je zelo pomembno imeti za sabo dobro ekipo strokovnih, profesionalnih delavcev, takšnih, katerim lahko zaupaš, takšnim, ki razmišljajo s svojo glavo. Res je, da je odrasle ljudi, tisti, ki nimajo takšnih opisanih lastnosti, težko spremeniti. V primerjavi s tem, da pa pri otrocih lahko naredimo marsikaj dobrega. Če začnemo že pri osnovnih korakih z dobro vzgojo in potem to nadaljujemo v vrtcih in imamo celosten pristop, potem lahko naredimo ljudi v prave osebnosti. Na otvoritveni slovesnosti je nastopil tudi dijaški bend, da pa ta dan vse ne bo šlo po maslu, je že v uvodu napovedal šolski duh Oskar. Gdje pa so cipate? Nič, te vam bom. Pa dobro, zakaj več ne morem nikogar prestrašiti? To bo vprašanje, vendar ne skrbi. Jean-Luc ti lahko pomaga. Kdo si ti? Sem se pa rekel. Moje ime je Jean-Luc. Kod pa si prišel? To zdaj ni pomembno. Kar je pomembno je to, da sem tu in da ti lahko pomagam. Jaz sem svetovno znani strokovnjak za strašenje in z mojo pomočjo boš spet postal grozni Oskar iz GFML. Pa kaj mi ti sploh poslušaš? Ja, seveda. Pridi, greva. Zakaj so tu? Tukaj sva zato, ker boš zaposlil svojega pomagača za strašenje. Po ulicah sem zalepil plakate, tako da bi duhovi mohli biti že tu. Torej bom intervjuval. Natanko tako. Že prihajajo. Ime? Ne vem. Kako ne veš? Umrl sem zaradi poškodbe glave. Naslednji. Ime? Frančeska, Poklic? vzgojiteljica. Ime? Sem Tink.
Poklic? Kuhar. Narodnost? Kitajska. Naslednji. Ime? Albert. Poklic? Nič. Narodnost? Slovenec. Izgleda, da kriterijem ustrežaš samo ti, Albert. Dobrodošel v ekipo. Super. Dobro. Zdaj pa je čas za vajnovajo strašenja. Prva stvar, ki jo morate videti, je, kako zakričati na vajno žrtev. Oskar, pokaži, kaj znaš. Kaj boš? A boš poletel kot Albatros? Albert, pridi sem! Zdaj pa vidva. Bu! 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 No? Obvladava v nulo. Potem je moje delo tukaj končano. Se vidimo na drugi strani. Greva prestrašiti celi razred? Itak. Pravi citat, če se slučajno kdo privošči, določeno, napisano. Imate? Zdaj pa nikogar ni. Vsaj mir. Predi greva na pir. Nato so dijaki ustvarjali v različnih delavnicah, ki so jih pripravili naši učitelji: naravoslovni, matematični, glasbeni, dramski, multimedijsko-novinarski, plesni, športni, zgodovinski, likovni in psihološko-pedagoški. Prav tako smo za to priložnost razpisali literarno-likovni natečaj in na šolo je prispelo veliko zanimivih izdelkov od stripov, slikanic, likovnih del in pesmi.
Novo usvojeno znanje so dijaki nato predstavili na zaključni prireditvi, ki je bila preplet prikaza čarovniškega procesa in rezultatov dela v delavnici. Konec prireditve je spet zaznamoval Oskar. Pa samo čaj sem si hotela. Verjamemo, da so se dijaki in njihovi učitelji vračali domov polni vtisov, da so se spletla nova prijateljstva in veselimo se že naslednje vzgojiteljade, ki bo naslednje leto na Gimnaziji Celje Center. V Ljutomeru, kjer domuje naša šola, je tudi bogata tradicija kasaških dirk. Zato smo o njih spregovorili v oktobrski okrogli mizi Znanje za mlade ter organizirali tudi kasaško dirko bivših naših dijakov. V sklopu projekta Znanje ima mlade so tokrat pri nas gostovali bivši dijaki šole, ki se ukvarjajo s kasaškim športom. Vito Šadl in Mitja Slavic sta tekmovalca, za katere se v zadnjem času vedno pogosteje uporablja izraz catch driver. Matej Slana je veterinar in se poklicno ukvarja z zdravljenjem konj, ter Branko Hrga, strokovnjak za kasaški šport, ki ga poznamo kot uradnega napovedovalca na kasaških prireditvah po celi Sloveniji. Gostje so predstavili zgodovino kasaštva, kaj sploh je kasaški šport, rejo kasaških konj, pri čemer so posebej izpostavili ljutomerskega kasača, opremo in pa predvsem katere dejavniki so potrebni za uspeh. Konj kasač je posebna pasma konj, katere osnovna značilnost je posebno gibanje v kasu. To je tek, pri katerem konj premika diagonalna para nog. Torej, kadar gre desna prednja noga naprej, gre tudi zadnja leva in obratno. V tem teku mora konj tekmovati na dirki. Če kakorkoli zameša korak, recimo zagalopira, mora to popraviti, v nasprotnem primeru je diskvalificiran. Izraz catch driver se lepo sliši, ampak jaz mislim, da še vseeno v Sloveniji ta šport ni tako razpasen, oziroma ni toliko število konj, da bi lahko catch driveri se tako presedlali z enega konja na drugega, kot je to v tujini. Kar pa bo seveda s časom se tudi pri nas moralo zgoditi, namreč catch driveri niso nastali zaradi tega, da bi nihče rad vozil ali pa se vozačkal po nedeljah pa v vikendih, ampak namreč zaradi tega, da so v tujini verjetno že prej ugotovili, da za dobro odpeljanega konja rabiš tudi dobrega voznika. Posebej so izpostavili različne vloge, ki so zastopane v tem športu. Rejec, lastnik, trener in tekmovalec. Pogovor se je zaključil z mislijo, da kasaštvo ni samo drag, ampak predvsem lep šport. Ves ta trud pa ves ta denar se 100% večkrat povrne. Zato ker podlik, ko imaš ti konja doma v hlevu ali pa ko greš nekam konju na obisk, pa ga spustiš ven, pa ga ženeš, pa mislim, konj je taka ena terapevtska žival, kjer odtehta vse, kaj smo zdaj rekli, a ni tako? In tudi v Sloveniji je vedno več tudi teh terapeutov, ki uporabljajo konje za hipoterapije, za otroke s posebnimi potrebami, tako da konj da vsakemu lastniku pa človeku, ki dela s konjem, eno posebno zadovoljstvo, ki se ga ne da v denar pretopiti. Prve konjske dirke v Sloveniji so bili po navedbi pisnih virov ravno v bližini Ljutomera, in sicer leta 1874. Letno priredijo v Ljutomeru 10 tekmovalnih dirk z mednarodno udeležbo in je postalo že tradicionalno, da se konjski dirk udeležujejo družine s prijatelji, obiščejo jih tudi tuji gostje. Lahko rečemo, da je kasaški šport pustil pomemben pečat v preteklosti ter še zmeraj se oblikuje utrip življenja v Ljutomeru in Prlekiji. Na tak način je kasaštvo močno vključeno v turistično ponudbo Ljutomera. Kasaških dirk se je že 3. leto zapored udeležila tudi Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ter v sodelovanju s kasaškim klubom Ljutomer izvedla kasaško dirko, kateri so se pomerili nekdanji dijaki te edine srednješolske ustanove v prleški prestolnici. V konkurenci 7 konj si je prvo mesto pritekla principesa Ovi z Mitjem Slavičem iz Ključarovcev. Slavič je dijak 41. generacije Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Za zmago je prejel kipec Franca Miklošiča, ki je delo umetnice Irine Brunec-Tebi, predal ga je ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Zvonko Kustec. Poglejmo pa si še nekaj utrinkov iz kasaških dirk.
No, tisto 4. mesto pa sedaj zaenkrat z gotovostjo drži Riki Vej Alar z Davorjem Puharjem. Hitro po štartu, tam v izteku zgornjega zavoja, je Principesa Ovi z Mitjem Slavičem prevzela vodstvo, vodita dirko, na drugem mestu Spice WFI z Jernejem Slavičem, na tretjem mestu Twist and Shout z Renejem Hanžekovičem Lotte na 4. poziciji. Prvi kilometer 1:18:8. Odlično, odlično za štart z obrata, prvi kilometer. Torej, Lotte na 4. mestu prebija 3. pozicijo, potem pa na 5. poziciji Riki Vej Alar, v ozadju se seveda Speedy Trader povsem že približal vodečim s Tomažem Ostrcem, Lucky Boy Kasa na zadnjem mestu. Principesa Ovi v vodstvu z Mitjem Slavičem, lepa prednost, kar nekaj dužin konja in sulkija, hud boj pa za drugo mesto. Lotte in Spice se borita, 4. pozicijo drži Twist and Shout, na 5. poziciji je Riki Vej Alar, na 6. Speedy Trader, ki je pokazal izredno hitrost, sedaj pa popustil, ko je lovil zaostanek. Principesa Ovi pa z nekaj manj prednosti sedaj, kaj ti pritisnili so ostali, predvsem Lotte je povsem blizu Principesi Ovi. Lotte zmagovalka letošnjega 25. slovenskega kasaškega derbija, ali Principesa ali Lotte, ali pa po zunanji strani mogoče celo Twist and Shout. Vendar dovolj energije je v Principesi, Principesa Lotte, Twist and Shout, Spice, Riki Vej Alar in na koncu še Lucky Boy. Konec dirke za Speedy Tradera, ki jo je predčasno končal. Čudovit kipec akademske kiparke Irene Brunec-Tebi bo predan v roke zmagovalcev, posebna čast. Tudi Marko Slavič mlajši je sedaj za Principeso, seveda trener tudi pri Slavičevi in sam gimnazijec. Mitja pa je tako, kot je iz rok ravnatelja prejel maturitetno spričevalo, sedaj prejel kipec. Dame in gospodje, predzadnji zmagovalni duet današnjega dne. Aplavz Principesa Ovi, Mitja in Marko Slavič mlajši. Dijaki prvega letnika predšolske vzgoje so Ljutomer in okolico spoznavali v projektnem tednu. Od 6. do 9. oktobra je za prve letnike predšolske vzgoje potekal projektni teden pod naslovom Otrok poglej okrog. Prvi dan so spoznavali Ljutomer. Ogledali so si njegove znamenitosti, obenem pa so spoznali tudi zgodovino Ljutomera. Spoznali so lončarstvo Žuman, ogledali pa so si tudi hipodrom in izvedeli veliko zanimivega o kasaštvu. V sredo so spoznavali življenje na Razkrižju, od prazgodovine do danes. Udeležili so se predstave Prikaz življenja v prazgodovinski naselbini, v kateri so se dijaki aktivno vključili. Spoznali so življenje čevljarske družine, pogledali dimnikarski muzej, obiskali zeliščni vrt in ekološko kmetijo ter opazovali redke drevesne vrste in nabirali energijo v energijskih točkah. Dijake je sprejel župan Razkrižja Stanko Ivanušič in na zanimiv način predstavil dogajanje v kraju v zadnjih letih. Poskusili so tudi kulinarično posebnost Razkrižja, razkrižke mlince. Četrtek in petek pa so dijaki izkoristili za izdelovanje izdelkov iz naravnega materiala, ki so ga nabrali pretekla dneva, ter za pripravo in izvedbo predstavitev. Dijaki tretjih letnikov so na izbirnih ekskurzijah spoznavali Nemčijo in Avstrijo.
Dijaki 3. letnikov so med jesenskimi počitnicami obiskali prestolnico Nemčije. Po naporni nočni vožnji smo se še pred sončnim vzhodom sprehodili po trgu Parizes plac ter občudovali veličastna Brandenburška vrata, ki so glavni simbol Berlina. Zatem nas je čakal ogled nemškega parlamenta Reichstag, odkot smo z visoke kupole imeli razgled po celotnem mestu moderne arhitekture. Nato smo se sprehodili po ulici Unter den Linden, preko reke Spree in mimo berlinske katedrale do Alexanderplatza, ki je bil nekoč središče vzhodnega Berlina. Sapo nam je vzel znameniti kar 386 metrov visok Fernsehturm, televizijski stolp, ki stoji sredi trga. Kratek postanek smo naredili na Potsdamerplacu, ki je srce novega Berlina z množico trgovin, kini in restauracijami. Pot smo nadaljevali nedaleč od Hitlerjevega bunkerja, kjer smo se sprehodili med betonskimi bloki, ki predstavljajo nacionalni spomenik, posvečen žrtvam holokausta. Prvi dan smo zaključili na Kurfürstendamm, atraktivni 3 km dolgi ulici z najelegantnejšimi modnimi saloni, trgovinami, restauracijami in nočnimi lokali. Ostali smo tudi pred spominsko cerkvijo ter se sprehodili do znane trgovske hiše KDV. Drugi dan smo začeli s sprehodom po parku Sanssouci v Potsdamu, rezidenci pruskega monarha Friderika Velikega, ki je v zgodnjih urah še počival v megli. Sledil je ogled Pergamonskega muzeja, enega najboljših muzejev antične zgodovine v Evropi. Za kosilo smo si privoščili currywurst, tipično berlinsko klobaso s karijem. Nato smo si ogledali prehod Checkpoint Charlie, znan po izmenjavi med vohuni ZDA in Sovjetske zveze v času hladne vojne, in muzej Haus am Checkpoint Charlie. Zatem smo se ustavili ob reki Spree in ostankih berlinskega zidu, ki je prekrit z grafiti umetnikov vsega sveta. Pozno popoldne smo prispeli v vodno-zabaviščni park Tropical Islands Resort s tropskim podnebjem, kjer smo se lahko pozno v noč sprehajali po tropskem deževnem gozdu, uživali v tropski laguni ter plavali v morju, nato pa še prespali v šotorih. Zjutraj smo nadaljevali pot v Dresden, ki je bil v drugi svetovni vojni zaradi bombardiranja povsem uničen. Sprehodili smo se po mestu, zatem pa je sledil voden ogled po svetovno znani operni hiši Semperoper. Sledila je nočna vožnja proti Sloveniji. V jutranjih urah tik pred krompirjevimi počitnicami smo se preko Avstrije in mimo znamenitega Salzburga odpravili na ekskurzijo v glavno mesto nemške zvezne dežele Bavarske, München. Ali ste vedeli, da je Allianz Arena prvi stadion na svetu, ki lahko spreminja barve zunanjosti in sprejme več kot 75.000 ljudi? Po približno 7-urni vožnji smo si najprej privoščili ogled prav tega. Kasneje smo obiskali še nacistično taborišče v Dachau, ki je svoje grozote udejanjalo kar 12 let. Po ogromnem taborišču, kateremu tako rekoč ni bilo videti konca, nas je vodila naša vodička, ki nam je povedala precej dejstev in zgodb. Odpeljali smo se tudi do BMW muzeja, kjer smo si ogledali čudovito razstavo avtomobilov in motorjev te nemške prestižne znamke. Podali smo se preko ceste v BMW svet, ki nam je kot kakšen ogromen salon dopuščal možnost, da smo se v avte ali na motorje tudi usedli. Na mogočne BMW zgradbe smo lahko že čez nekaj časa gledali iz višine 190 metrov. Pospeli smo se namreč na olimpijski stolp, ki nudi razgled nad Münchenom v celih 360 stopinjah. Drugi dan smo se lahko takoj po zajtrku že navduševali nad naravoslovno-tehničnim muzejem. A če bi si hoteli bolj podrobno pregledati celoten muzej, bi nam zagotovo bilo potrebno nekaj dni. Zatem smo se peš podali skozi mestne ulice na ogled mestnih znamenitosti, na primer nove in stare mestne hiše z znamenitim urnim stolpom, ki 3-krat dnevno zaigra melodijo, pred nami pa se zavrtijo še figurice, ki prikažejo zgodbo mesta München. Videli smo tudi Frauenkirche in Viktualienmarkt, ki velja za eno lepše urejenih v mestu München in je le strehljaj od Marijinega trga. Oktoberfest smo žal zamudili, a v mestu je še vedno bilo občutiti veselosti. Nakupili smo lahko kakšne spominke za domov, si ogledali originalno Müller trgovino, pogledali izložbe tradicionalnih bavarskih usnjenih hlač oziroma oblek. Popoldne nas je pot vodila do živalskega vrta Hellbrunn. Bil je prvi geoživalski vrt na svetu. Videli smo številne čudovite živali iz različnih kontinentov. Zadnji dan na poti domov smo obiskali rudnik soli, danes preurejen v muzej. V bližini smo se sprehodili tudi po keltski vasici in vpijali utrip življenja ljudi tistega časa. Zapeljali smo se do palače Hellbrunn, ki je znana predvsem po znamenitih vodnih igrah. Tudi vodič je poskrbel, da od tam nismo odšli brez vsaj nekaj kapljic vode na sebi.
Sledil je kratek ogled in sprehod po znamenitem Salzburgu. Videli smo Mozartovo rojstno hišo, po njem imenovan trg in originalno trgovino z Mozartovimi kroglicami, Salzburško rezidenco ter ostale zanimivosti. Po kratkem okrepčilu smo se podali v največjo zasebno avstrijsko pivovarno, Stegel. Po degustaciji je sledila kratka predstavitev pivovarne, zatem pa obisk trgovine z izdelki Stegel, nato pa smo se nekako morali sprijazniti z odhodom domov. Seveda je tudi ta mesec mrgolelo projektov, obiskov, ekskurzij. Poglejmo si novice. Letošnji prvi debatni turnir, ki je potekal v Ljubljani, je zaznamovala trenutno zelo aktualna tema – begunska problematika. Že med samimi pripravami smo se tako seznanili s vsemi vidiki tega problema in na to znanjem odlično zastopali našo gimnazijo. Na slovenskem delu turnirja so se naše ekipe v konkurenci ostalih 38 uvrstile na odlično 13., 3. in 1. mesto, na angleškem pa na 5. in 14. Med posamičnimi govorci pa smo naši debaterji zasedli 1., 2. in 9. mesto na slovenskem delu ter 5. na angleškem delu debatnega turnirja. Tako so prvi debatni turnir uspešno preživeli tudi naši fazani. Dijake, ki se učijo francoščino, je letos ponovno obiskala atešejka z francoskega inštituta Charles Nodier Ljubljana Mireille Deschelet, ki je s profesorico francoskega jezika na GFML Lidijo Kos-Ulčar izpeljala literarno delavnico. Oser parler, oser écrire, oser faire plein d'activités en français, ici ou ailleurs. Continuez le français. V času 2 šolskih ur, ki sta bili na razpolago, so se posvetili francoskemu literarnemu ustvarjanju v 20. stoletju in danes. Dijaki so brali besedila na glas in pri tem morali biti pozorni na pravilno izgovorjavo ter prepričljivo doživeto branje. Svoje spretnosti kot mladi literarni interpretatorji pa dijaki niso pokazali le med delavnico, temveč tudi že pred začetkom le-te, ko so dočakali in pozdravili atešejko. Svojstven način dojemanja poezije sta prikazala Lara in Gašper. Popoldan se je branje francoskih besedil preselilo v Ljutomerski dom kulture, kjer se je odvijalo tekmovanje v branju francoskih leposlovnih besedil na glas za otroke in mladino. Tekmovanje se je za GFML odlično končalo, sta se Vanessa Sobočan in Gašper Lovrec osvojila zlati priznanji. V petek 23. oktobra je v Ljutomeru pri spomeniku Triglav, ki je posvečen žrtvam NOB-ja, potekala komemoracija ob dnevu spomina na mrtve. Udeležili so se dijaki naše gimnazije, učenci osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, gospa županja svojo delegacijo ter drugi. Organizacijo, moderacijo in ozvočenje je prevzela gimnazija. Nastopili so naši dijaki 2. VA, 4. A, 4. D in 4. VA, učenci osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer ter učenci glasbene šole Slavka Osrca Ljutomer. Udeležence je nagovoril slavnostni govorec, gospod Miro Stržaj, častni občan občine Ljutomer. Dijaki 3. letnika, ki so v lanskem letu obiskovali izbirni predmet študij okolja, so letos del mednarodnega projekta Ecology of the Young Spirit, ki je podprt strani programa Erasmus+. Skupaj s sovrstniki iz Bolgarije in Estonije bodo do konca junija izmenjevali izkušnje o zdravem in ekološkem načinu življenja. Vsaka skupina pripravlja v svoji državi različne dejavnosti, s katerimi bodo tak način življenja promovirali. Poleg tega se bodo 3-krat srečali na mednarodnih sestankih, na kateri se skupaj dogovarjajo za nadaljne korake. Srečali so se že v bolgarski vasici Gudevica, osrednja tema srečanja pa je bila trajnostni razvoj. Marca bo večdnevni mednarodni sestanek v Sloveniji, konec junija pa bodo projekt zaključili z mednarodnim sestankom v Estoniji. Dijaki 3. letnikov Katja Vrš, Matjaž Rantaša, Alen Trstenjak in Urška Feher smo že v lanskem šolskem letu pisali raziskovalne naloge na teme rezistenca na antibiotike, nanotehnologija v oblačilih, jedrska fuzija, energija prihodnosti in življenje na drugih planetih. Bile so dovolj dobre, da smo bili izbrani za kongres mladih znanstvenikov Investiga, ki je potekal v Madridu in na katerem smo sodelovali mladi iz 10 evropskih držav. Pridružila se nam je Hedvika Kolman z ekonomske šole v Ljubljani.
Dopoldneve smo preživeli v učilnicah univerze, kjer smo vsak v svoji skupini pod vodstvom moderatorjev in s pomočjo znanstvenikov premlevali in dograjevali svoje naloge. Popoldanske ure pa smo izkoristili za ogled znamenitosti Madrida in Toleda, za obisk mednarodne šole, obisk slovenske ambasade in obisk sedeža električnega distributerja Endesa. Po 5 dneh dela smo teme v obliki skupne seminarske naloge predstavili investitorjem ter jih poskušali prepričati, da je ravno v naše področje vredno vlagati. Kljub manjši tekmovalnosti med skupinami smo postali dobri prijatelji z mladimi iz Nemčije, Danske, Belgije, Poljske, Srbije, Madžarske, Španije, Italije in Nizozemske. Kongres Investiga je bila zanimiva, zabavna in hkrati tudi zelo poučna izkušnja, saj smo se naučili delati in raziskovati v skupini, spostaviti svoje argumente, pripraviti skupinsko predstavitev in sodelovati na kongresu, kar nam bo v prihodnosti gotovo koristilo. No, to je za danes vse. Veselimo se srečanja z vami pred TV ekrani spet v veselem decembru. Adijo! Čau!